pozdravljeni na novinarski konferenci Slovenske ljudske stranke in poslanske skupine. Predsednik SLS in poslanec gospod Franc Bogovič ter podpredsednik SLS gospod Janez Tomšič bosta predstavila zahtevo za sklic nujne seje odbora za finance in monetarno politiko, ki jo bo takoj po zaključeni novinarski konferenci vložila poslanska skupina SLS, in sicer v zvezi z problematiko netransparentnosti delovanja državne družbe za upravljanje terjatev bank, predvsem v luči temeljite in pregledne sanacije bančnega sistema. Ker se je v zadnjih dnevih, tednih in mesecih pojavila ogromno vprašanja ostaja odprtih, je prav, da o tem spregovori tudi delovno telo državnega zbora. Pa bi prosil kar gospoda podpredsednika Janeza Tomšiča, da nakratko predstavi tehnično idejo. Seveda osnovna ideja slabe banke in temeljni namen zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank je seveda krepitev stabilnosti finančnega sistema v Sloveniji. Vendar, če pogledamo realno v času od ustanovitve, torej družbe za upravljanje terjatev bank, sprejema zakona, je realnost temu ravno nasprotna. Strokovni, pa tudi širše javnosti namreč niso znani ključna dejstva v zvezi s poslovanjem družbe za upravljanje terjatev bank, prav tako niso znani kriteriji prenosov terjatev iz bank na to družbo, ter ostala merila, na podlagi katerih se DUTB odloča. Posamezniki iz družb, ki so se prenesli na slabo banko, celo ugotavljajo, da prenos ne pomeni zgolj prenosa v smislu nadaljevanja poslovnih procesov, ki so obstoječi, ampak prinaša dodatne zaplete v smislu vprašanj, kdo je zdaj pravzaprav pristojen za obravnavo posamezne prenesene terjatve. Tako pravzaprav na nek način zaustavljajo oziroma otežujejo potek že obstoječih postopkov po zakonu o finančnem poslovanju, siceršnjo finančno prestrukturiranje ali pa tudi čisto redno poslovanje. Torej, soočajo se s tem, da ni jasno definirano in ni jasno določeno tudi sama poslovna banka na eni strani in DUTB na drugi, ne data jasnih odgovorov, kdo je njihov sogovornik, torej posamezne združbe v nekem poslu. Nejasnost teh razmerij seveda še posebej škoduje v času zaostrjenih gospodarskih razmer, ko vsaka zamuda pri posameznem reševanju, pa ne bo zgolj tedenska ali mesečna, lahko pomeni tisto mejo, zaradi katere družba potem zaide do končne težave. Zaradi vsega navedenega se vtis, da DUTB v tem trenutku ne obvlada svojega poslanstva, svojih nalog, ki jih ima po zakonu. Očitno je, da tudi za obstoječimi, torej človeškimi viri, resursi, ki jih ima, vseh nalog ne zmore in ni sposobna obvladovati. SLS se seveda zaveda vseh omejitev, ki jih ima družba za upravljanje terjatev bank pri razkrivanju podatkov. Zaveda se, kaj so tiste realne ovire, ki onemogočajo popolno transparentnost, bom rekel, kreditnih map. Seveda to obstoječi zakon torej prepoveduje razkritje teh podatkov, hkrati pa, kot vemo, je v proceduri sprememba zakonodaje, ki jo treba spremeniti čim prej in torej zagotoviti ustrezno stopnjo javnosti. Seveda pa pri tem ne gre čakati še dodatnega meseca ali dveh, ampak takoj po tej seji državnega zbora redni sklicati izredno sejo in zakon spremeniti, da se zagotovi ustrezna transparentnost. Namreč pri prenosu terjatev iz poslovne banke, kjer je torej bančna tajnost seveda pomembna določba in se spoštuje povsod po svetu, je ob prenosu na slabo banko bistveno spremenjeno okoliščino v tem, da sedaj to terjatev torej pokrivamo z davkoplačevalskim denarjem. In interes ljudi, vseh nas, ki prispevamo ne nazadnje za sanacijo naših bank, je seveda v tem trenutku večji od ostalih interesov tistih, ki so torej te kreditne posle sklepali, bank in ostali. Seveda pa je treba najprej za to spremeniti zakonsko podlago. Še bolj kot sami podatki, ki bodo s tem razkriti javnosti, jaz verjamem, da bo seveda ta novela zakona sprejeta, pa je pomembno, da se razkrijejo kriteriji, merila
torej metodologija, po kateri se v prvi fazi neka terjatev prenese na slabo banko ali se ne prenese. V drugi fazi kriteriji, po katerih se odloča o načinu upravljanja s to terjatvijo, se pravi o prodaji nekega podjetja, v katerega stopi DSO ali v nadaljevanju poslovanja. In seveda tretje, najbolj pomembno, z vidika transparentnosti, na kakšen način, po katerih kriterijih in po kakšnem postopku se bo odločalo o načinu prodaje posamezne terjatve. Namreč celo iz izjav predstavnika DUTB-ja sledi, da so na slabo banko prevzeli tudi terjatve, ki niso bile slabe terjatve, torej terjatve, kjer so se obveznosti redno plačevale. Pojasneno je bilo, da gre za terjatve, ki nimajo kapitalsko ustreznih lastnikov. Hkrati je pa eden od medijev seveda razkril tudi, da pa se v drugem podobnem primeru, če tako lahko rečem, v katerem prav tako ni bilo kapitala pri lastnikih, pa ista DUTB brez težav odločala o prolongiranju nekega posojila oziroma reprogramu kredita. Torej, jasna merila morajo biti znana širši in strokovni javnosti, kar zagotavlja tudi določen nadzor. Družba za upravljanje terjatev bank, Ministrstvo za finance in Banka Slovenije sta te kriterije in merila dolžni predstaviti javnosti. Bistveno bolj kot same konkretne primere do vsake zadnje potankosti. Seveda k stabilnosti finančnega sistema tudi ne prispeva usmeritev, ki jo lahko začutimo, ker seveda uradno tukaj stališče strani DUTB-ja ni bilo zavzeto glede primera prodaje Celovških dvorov. Iz tega namreč lahko sklepamo, da bo DUTB držala premoženje in čakala na boljše čase, kar je seveda v nasprotju z osnovnim namenom tega koncepta, torej sanacije slovenskih bank. Namen namreč je bil normalizirati stanje na trgu. Če torej mi bomo sedaj na področju nepremičnin, če se na to omejimo, zaustavili prodajo, to pomeni, da se stanje ne bo na trgu normaliziralo skladno z pravili trga, ampak bo torej družba za upravljanje terjatev bank umetno ustvarjala stanje takšno, kot je, še nekaj časa. Posledica tega seveda bo, da ne bo prišlo do normalizacije torej gradbenega sektorja, ki kot vemo je eden ključnih, njegova torej normalna in postopna rast za nadaljnji gospodarski razvoj Slovenije. Morda bi pokomentiral še te svetovalne pogodbe, o katerih je bilo v medijih kar veliko napisanega. Res je, da zakon omogoča DUTB-ju, da svetovalci izbira mimo zakona o javnem naročanju. Tudi zakon o javnem naročanju sam ima tukaj določene izjeme, vendar pa DUTB v ničemer, se pravi njeni direktor, njeni družba sama, nima ovir, da bi po izbiri posameznega svetovalca širši javnosti predstavila, na kakšen način se odločila za postopek iskanja tega izvajalca ali svetovalca, kateri so bili odločilni kriteriji za izbor tega izvajalca, torej na podlagi česa je bil posamezni izbran, in seveda ne bi smelo biti nobenih ovir, da javnost tudi seznani s stroški, torej ne samo prednostmi in s tem, kaj pridobi s tem izvajalcem, ampak tudi stroški tega svetovanja. Razni argumenti o tem, zakaj se javnosti ne sme razkrivati podatkov o prenesenih terjatvah, pa tako ali tako ne zdržijo resne presoje. Če dam za primer samo eno, kriminalistične preiskave. Verjetno je vsakemu državljanki jasno, da če je posameznik storil korupcijsko ali kaznivo dejanje, potem v nobenem primeru ne bo torej počival, povedano po domačem, pa bo naredil vse, da torej skrije dokaze, da prepreči kriminalistom preiskavo in seveda na koncu, da potem tudi v postopku dokaže svojo nedolžnost, ne glede na to, je bil nedolžen res ali ni bil. Če bo neka taka zgodba hkrati razkrita javnosti, seveda njegove pozicije ne bo v ničemer spremenila. Tak argument bi zaradi samo v primeru, da posameznik ne bi vedel, da je deloval kaznivo, kar kot vemo v kazenskem pravu, razen izjemnih primerih ni možno. Torej, ta argument seveda ne zdrži. In vse te navedene nejasnosti in netransparentnosti vzbujajo resen dvom, kot vidimo v strokovni javnosti, v novinarski javnosti in vedno bolj tudi v politiki, da se torej v Sloveniji ponavljajo že videne zgodbe in da stvari ne funkcionirajo. Gotovo ne more biti ne vem kako velika škoda, če bo javnost seznanjena s tem, kdo, s katerimi krediti in torej s katerimi finančnimi transakcijami je nam državljanom povzročil za nekaj milijard evrov škode.
Najpomembnejša torej transparentnost prodaje naložb do UTB-ja, kot sem že dejal, namreč pojavlja se tudi špekulacija o tej netransparentnosti, da bi seveda lahko nekdo namenoma sedaj prenašal svojo terjatev na slabo banko, v nadaljevanju bi jo Republika Slovenija preko pač svoje družbe torej ustrezno pokrila, torej delno financirana in bi tako razdolženo terjatev ali potem lastništvo podjetja, v katerega bi do UTB prodajala in bi ta prvi lastnik, najverjetneje seveda preko nekega tujega podjetja, z kapitalom neznanega izvora, zopet kupil nazaj. To bi bila seveda še ena farsa, ki smo jih v Sloveniji že videli. Zato torej SLS zahteva sklic nujne seje odbora za finance, pomemben je namreč vsak dan in na tem odboru želi torej, da se sprejmejo sklepi, s katerim se zagotovi čimprejšnja transparentnost delovanja do UTB-ja. Sklepi so torej pripravljeni in bodo tudi, kot je bilo že rečeno, po seji vloženi. Gre pa za sledečih 5 predlogov odborov, torej da odbor za finance in monetarno politiko sprejme naslednje sklepe. Prvič, odbor za finance in monetarno politiko predlaga vladi, da popravi zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, kot tudi zakon o dostopu do informacij javnega značaja, v smeri popolne transparentnosti delovanja do UTB z vidika obveščene javnosti. Drugič, odbor poziva vlado RS, da od DUTB nemudoma zahteva seznam prenesenih lastniških deležev podjetij na DUTB, vrednost posameznega prenosa ter seveda diskont pri prenosu posamezne terjatve in ga razkrije javnosti. Tretjič, hkrati odbor predlaga, da se sprejem predloga o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja izvede v okviru izredne seje v prvem prostem terminu po zaključku zdaj tekoče, torej 21. redne seje državnega zbora. Četrtič, odbor poziva vlado Republike Slovenije na javno razkrije kriterije, merile in metodologijo, po katerih se prenašajo terjatve na DUTB, odloča o načinu upravljanja s temi terjatvami in odloča oziroma se bo odločilo o prodaji teh terjatev. Petič, odbor predlaga vladi, da določi natančne časovne roke za razkritje sestave portfelja DUTB, ki naj poleg lastniških deležev vsebuje tudi imena vrednosti in zavarovanja prenesenih terjatev na DUTB. In še zadnjič, morda ne z vidika pomembnosti, zadnjič odbor poziva vlado Republike Slovenije k pripravi zakonodajne podlage za ustanovitev javne preiskave neodvisnih strokovnjakov z odgovornostjo poročanja javnosti v zvezi z negospodarnim ravnanjem v bankah, vključenih v sistem ukrepov RS za zagotovitev stabilnosti bank. Hvala lepa. Tole je bilo iz tehničnega dela, pa nekaj bi prosili še za dodatno dopolnitev se strani predsednika SLS, gospod Franc Bogovič. V tem tednu sem se v Bruslju udeležil okrogle mize, kjer je bil srednji gost nemški finančni minister gospod Wolfgang Schäuble. Med gosti, kjer so bili sami ministri, tako iz Danske, iz Švedske, Finske, potem Grčije je bil tudi španski minister za gospodarstvo in konkurenčnost, gospod Luis Guindos, in je razložil njihov model in kaj se pri njih dogaja. In vemo, da so šli skozi hude ukrepe za stabilizacijo države, kjer so najprej naredili odločne reze na javni porabi in drugi ključni ukrep je bil sanacija bančnega sistema. Po tem času, ko v Španiji že govorijo o ukrepanju, o rasti, tudi sama ta okrogla miza je bila od reform k delovnim mestom, kjer se pravzaprav ta rast najbolj manifestira in ljudje občutijo, je gospod Guindos zelo jasno povedal, kaj je bilo ključno v Španiji pri sanaciji bančnega sistema. Prvič je dejal, potrebno je bilo dobiti tisti 42 milijard evrov, koliko je Španija rabila, da je stabilizirala bančni sistem, in dobiti po zmerni ceni, kar mislim, da pri nas ni ravno najbolj sveto primer. In takoj zatem je dejal, postopki morajo biti transparentni in nesporni čisti. In iz tega naslova ven izhaja potem pričakovanje, da lahko ljudje zaupajo državi, politikom, bankirjem in da imajo vero, upanje v lepšo prihodnost. V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da postopki, kako potekajo sedaj na slabi banki, niso transparentni,
Ljudje, tako politika, vlada, kot sicer državljanke in državljani se resnično sprašujemo, kaj se dogaja na slabi banki. Zato smo prepričani, da bo edino zdravilo za to, da bomo lahko tem postopkom verjeli, vzpostavitev bistveno večje transparentnosti, kot je danes. Kolega Tomšič, naš podpredsednik, je v sklepih zajel tudi pot in predstavil pot, po kateri si mi to predstavljamo. Mislim pa, da mora biti najprej ta politična volja, ki je žal, kjer smo nekatere priložnosti že zamudili. Imeli smo zakon o bančništvu, zakon o javnih financah, kot dva zakona, ki sta bila osnova na eni strani za tako jamstvo za dve banki, ki sta šli v likvidacijo, na drugi strani tudi osnove za prenos teh terjatov na slabo banko, in tam so bili že priložnosti, s katerimi bi lahko to transparentno zagotovili, pa so bile zamujene. Zato mislimo, da je sedaj nujno, da to naredimo v okviru postopkov, kjer bomo sedaj to zagotovili za slabo banko. To, da imamo dvom o tem, ali ta slaba banka ne sanira, lastnike finančnih holdingov, ne pa podjetij, je nekaj, kar se enostavno ne sme dogajati. Slovenke in Slovenci ne smejo imeti občutka, da je, v primeru ACH-ja sedaj ob prenosu teh terjatov na slabo banko v ospredju reševanje gospoda Rikenika, gospe Goletove in drugih, ampak mora biti v ospredju reševanje podjetij in to, da se ta delovna mesta ohranijo, stabilizirajo in na ta način tudi po našem prepričanju slaba banka opravi svoje poslanstvo, zaradi katere smo jo ustanovili. Mi je nismo ustanovili zato, da bi reševali lastnike, kot so, primeri, kot sem že delal v ACH, kot je primer, če hočete, v Trimu, kot je primer v DZS-ju. Ljudje ne pričakujejo, da bodo, direktorji, ki so si predstavljali, da bodo lahko postali tudi lastniki rešeni v teh postopkih, ampak morajo biti rešena podjetja, tisti, ki so pa doslej bili v postopkih, predvsem z ambicijo lastninjenja, pa enostavno v teh postopkih razlastninjeni oziroma v deležu, kar je bilo prenešeno na slabo banko, pač konverzija teh terjatov v lastniško upravljanje strani te družbe, ki je bila za to ustanovljena. Verjamem, da bo takšna seja nujna, da bo odprla kar nekaj tančic, ki so še vedno na teh postopkih, da bodo te maske v marsikaterem primeru tudi padle, predvsem pa, da bomo s prve roke dobili jasne odgovore in zagotovili, da bo postopek od vse naprej potekal transparentno. Hvala lepa. Če so še morebitna kakšna vprašanja? Zdaj, za to novelo zakona pravijo, dober mesec, ne bi bilo sprejeto. Zakaj bo prepozno? Glede, postopki so lahko bistveno hitrejši. Če volja, vemo vsi, da smo poslanci profesionalno zaposleni v državnem zboru in te izredne seje so lahko zelo hitro vrstijo. Mi smo nepremičninski davek sprejeli v mesecu in pol že drugič, ko je že bil veto izglasovan na samem državnem svetu. Zato mislimo, da je, kar se tega tiče, nujno tudi, da se opravi ta razprava na samem odboru. Na odbor želimo povabiti tudi odgovorne ljudi, ki bodo na tem mestu imeli priložnost nam pojasniti, kajti očitno informacije, ki prihajajo v javnost, so na nek način včasih kontradiktorne, po drugi strani pa, če držijo to, kar je bilo rečeno, da so se zgodili te odlogi vračil kreditov in da v to slaba banka ne posega, po vašem prepričanju tudi ne opravlja svojega svojstva. Zato se nam zdi, da je pomembno in da pospešimo te postopke, da bodo slej naprej pravila igre znana, da bodo zakonske osnove za pojavnost teh podatkov, hkrati pa je odbor mesto, da se o tem spregovori. Jaz moram reči, da sem včasih kar razočaran, ko gledam, s čim se v tej državi ukvarjamo. Mi imamo zdaj, tretji mesec iščemo ministre, se dogajajo prav neke burleske, na drugi strani sprejemamo koalicijsko pogodbo, stara se ne izvaja, govorimo o nekem poslancu, ki ima 2 sinova, govorimo o nekem ministru, o nekaj 10.000 evrih, ki bi jih naj tudi v svojem podjetju ustvaril, pač prekanaliziral svoje podjetje nepravilno. Na drugi strani pa imamo
finančnega ministra v tujini, ko nas bo zadolžil za nove 3,5 milijarde evrov, in tu imamo zopet družbo za upravljanje slabih terjatev, kjer pa gre za 4,5 milijardni vložek države v to sanacijo teh bank. Mi mislimo, da se moramo politiki ukvarjati s temami, ki so ključni za rešitve te države. In če je kaj ključnega, je to, da se skozi sanacijo bank dejansko zgodi ta razdolžitev teh podjetij, da dobimo upravljanje v smislu vodenja podjetij, vodenje glavnega biznisa v podjetju, ne pa glavnih poslov, ne pa ohranjanje nekih lastniških deležev, kar smo očitno imeli v preteklosti kot ključno nalogo. In v tem delu, tudi zaradi tega želimo res, da se na tem odboru za finance ukvarjamo s ključnimi temami. Postavim še dve kratke vprašanje. Ali drži, da potekajo pogovori z Novo Slovenijo za skupni odstop na evropskih volitvah, pa če nekaj na kratko, če tako komentirate? Kar se tiče evropskih volitev, vemo, da so v Sloveniji 3 stranke, ki pripadajo isti skupni grupaciji, se pravi Evropski ljudski stranki, in da je volilni sistem takšen, da je v tem projektu modro stopiti skupaj. Mi smo v preteklih mesecih kar na nekaj projektov odlično sodelovali z Novo Slovenijo. Najboljši primer je zagotovo nepremičninski davek, kjer smo tudi strnili te argumente, tudi stopili skupaj v teh prizadevanjih za preprečitev tega zakona o nasprotovanjih. Verjamem, da bomo tudi uspeli v tem. Prav tako smo pa v pogovorih ugotavljali, da bi bilo modro na teh volitvah doseči ta dogovor in projektno iti na te volitve s skupno listo. Pogovori so šli do te faze, da sta se vodstvi obeh strank načeloma strinjali s tem, podpirata. Od tu naprej je potrebno enostavno potem tudi se pogovoriti z članstvom strank in na koncu tudi sestaviti to listo. Kar se liste tiče, je ves čas bil v mislih kot nosilec liste gospod Lojze Peterle v primeru tega skupnega dogovora. Od tu naprej pa tudi še pogovori niso stekli, tako da pričakujemo, da bo v naslednjih tednih ta zadeva zaključena. Smo pa trdno prepričani, da bi bila takšna lista, zmagovita lista na teh volitvah v Evropski parlament in v bistvu tudi z vidika Evropske ljudske stranke kot prve stranke v Evropskem parlamentu na nek način tudi preprečimo, da bi se glasovi eventualno razpršili pa nazadnje v teh volilnih kombinatoriki tudi izgubili oziroma pač bi šlo lahko, ne vem, 5, 6, 7% ali pa še več v nič, namesto da bi se sumirali v skupnem rezultatu. To so ključna vodila, ki so nas peljala v tem projektu in verjamem, da bomo v naslednjih tednih tudi jasno odgovore dali ali pa skupen projekt ali pa bosta pač stranki vsaka šla sa svoj listo. Kar se tiče tega zadnjega vprašanja okoli, zagotovo zanima komentar na sodbo, ki je bila pač danes na Finskem izrečena. V Slovenski ljudski stranki mislim, da smo prvi tisti, ki poudarjamo, da se politika pač ne sme umešavati v tretjo vejo oblasti. Mi smo vsa sporočila, vse zaključne sodbe sodišče vedno spoštovali, tudi v tem primeru se absolutno ne mislimo komentirati tega sodišča, spoštujemo ta izrek in kar se tiče Republike Slovenije, jaz mislim, da bi bilo bistveno bolje za ugled države, če bi se tudi nosilci javnih funkcij na pomembnih mestih lahko resnično upravili suma storitve kaznivih dejanj ali pa korupcije. Dokler organi, ki so odgovorni za to, so znani, v tem primeru sodišča in v Slovenski ljudski stranki, pač enostavno spoštujemo sodbe teh sodišč.